Moje prvo vprašanje na sestankih, ko se dobim s pari, je, kaj se spomnite od porok, ki ste bili prej. In vedno je odgovor, bilo je peklensko vroče in vedno smo nekaj čakali. Ne vem, imel sem par, ki se je spoznal, šli so na prvi dejt na pico in sta hotela imeti pol pice na poroki in jaz sem bil, wow, ful dobra ideja, bomo imeli ta food truck pa pica in tako. Ena izmed mojih najboljših prijateljev že od vrtca poročil Majo, tako da bom prvič delal in še gost bil. Danes ob skodelici kave gostim Aidana Painterja. Lepo pozdravljen. Čau, živjo. Kako si? Super, fajn je priti v Ljubljano. Res? Ja, ni bilo gužve na avtocesti, tako da sem bil točen. Torej ti si bil srečnež, ker jaz sem imela gužve danes. Ja, enkrat mi tudi meni mora ratati na primorski avtocesti. Naročil si macchiato, je to vedno tvoja izbira? Ja, to je vedno moja izbira. Ne vem zakaj, v bistvu sem se navadil na macchiato, se mi zdi, da je neka taka mešanca, da ni dovolj, da ni prekratko in ni predolgo. Da imam pol med porokami, ko imaš minutko fraj, je lih prava mera. No, to sem te želela vprašati. A veliko kofetkaš, ukvarjaš se z organizacijo in dekoracijo dogodkov. Zdaj, verjetno je to kar stresna služba, pa verjamem, da rabiš daj dozo kofeina. Ja, sicer ponavadi na samem dogodku še nisem spil kave v celoti. Ponavadi je nekje na pol in pol nekje ostane mrzla in jo pol zgubim. Tako da ponavadi naročim dvakrat, da dobim eno. Ampak ja, drugače na sestankih in tako pa ja. Pred kavo ne me motiti zjutraj. Ok, si bomo zapomnili. Ja. Zdaj, enkrat si mi zaupal, da imaš najboljšo službo na tem svetu, a ne? Ja, in stojim za to izjavo. Zelo je fajn, zato ker se mi zdi, da nisem človek, ki bi lahko bil v eni in isti pisarni 8 ur za računalnikom. Zelo imam dinamično. V bistvu moja pisarna so, v bistvu vsak dogodek je na drugi lokaciji in pač moji sodelavci so pari, ki jih spoznam, imamo ta nek proces skupaj enoletni, dajmo reči, in pol zamenjam. In se mi zdi to zelo fajn, da odkrivam nove lokacije in tako. Pa da si obkrožen z rožami. Ja, to. Pa vedno, moja služba je taka, da jaz sem zelo pozitiven človek že po naravi, pol sem pa vedno na porokah, ker so sami lepi dogodki in pol, ko mi kdo, ne vem, moj brat je pa odvetnik, pa vidi vse grdo, ne, vse negativno in pol mi je vedno tako, zakaj, pač, jaz sem vedno sam pozitiven in se mi zdi, da sem v tem bublu in hočem ostati. A si že povabil brata na kako poroko, da bi ga malo spravil v ta mood? Ja, ne, delal sem v poroko predlani in je bila ena lepših porok, zato ker je bila pri nas doma. In je bila zelo posebna lokacija. No, ful dobro. Pa zame praktično, ker sem sam iz skladišča dal na dvorišče. Ja. Verjetno ena lažjih porok, ja, bi temu rekla. Ja. Super. Ja, najboljša služba na tem svetu, pa čeprav verjamem, da ti vzame veliko časa, včasih veliko živčkov. Zdaj sva že malce klepetala, da je Valentinovo za nami, ker je itak veliko cvetja, ne? Tako, pa zdaj še prazniki povezani z ženskami. Ja, marec je tudi kar naporen glede cvetja. Konec marca pa tudi začnem že s poročno sezono letos. Imam 2 poroki že v marcu. In pol dalje. Pol poleti sem busy in na jesen je pa pol spet tudi kakšen ta poslovni dogodek pa božične zabave in tako. Tako da imam celo leto. Ne zmanjka. Kaj si imel že po zimi kakšno poroko? Eno sem imel, oziroma eno letos tudi imam na Krvavcu, ko bo še sneg marca, tako da to bo, je pač drugačno, no. Ampak sem zelo pristaš, tako veliko ljudi me vpraša, a bi se ti po zimi poročil, sem tako, ja, zakaj pa da ne. Jaz ne vidim nobenega problema, da mora biti vroče. Ker v bistvu največ parov vprašam, kaj se spomnite, moje prvo vprašanje na sestankih, ko se dobim s pari, je, kaj se spomnite od porok, ki ste bili prej. In vedno je odgovor, bilo je peklensko vroče in vedno smo nekaj čakali. Vedno pol štartam iz tega, nočemo tega, če ste si to edino zapomnili, ne. Zelo redki mi rečejo, da se spomnijo kakšne lepe. Žal. Ja. Kaj pa misliš, da se najbolj bojijo pri zimskih porokah? Vreme, definitivno. Vreme in mraz. Ampak sej si verjetno noter.
Ja, meni se tudi zdi, da jaz nimam nobenega unga. Je pa res, da mogoče v Sloveniji je zelo malo lokacij, ki sprejmejo veliko število ljudi, da je lahko tudi obred noter, da lahko imaš, ne vem, 80 do 100 ljudi v miru noter, ne. Zato, ker tudi pač slovenske lokacije, vse imajo lepe travnike zunaj, vse tako. Pol v primeru dežja je pa zmeri tisto, joj, nočemo biti noter imajo pa ful grdo, mi smo se zaljubili v zunanjost, razumem sam, pol to je najbolj tisti stresen del porok. Imel sem tudi že velikokrat, ko sem prestavljal civilni obred 3-krat, postavil sem ga zunaj, pa je začel padati dež, pa smo ga prestavili noter in pol 10 minut prej je bilo pa spet sonce in smo vse spet nosili ven. Ampak lej, za par, jaz verjamem, da je to pač enkrat v življenju in se maksimalno potrudim, to če treba premikati pač 3-krat, tako je. Všeč mi je, ker slišim, da je res v spredju par, da se čisto prilagodiš njim željam. No, sej to je nekako logično, glede na to, da je to njun dan. Ja, čeprav pol tako, ko ima kdo izkušnje z drugimi izvajalci, sem tako, vedno slišim, ne, mi delamo tako in če ti to ni prav, pač, ja, tako, dosti je tega, no. Jaz sem pa vedno tako par. Čeprav v Sloveniji, žal, je Slovenija še zmeri Slovenija in smo zelo, bom rekel, okvirjeni, nočemo iti ven. Ne vem, imel sem par, ki se je spoznal šli so na prvi dejt na pico in sta hotela imeti pol pice na poroki in jaz sem bil, wow, ful dobra ideja, bomo imeli ta food truck pa pica in tako. In pole sta, ne vem, v tem procesu, smo govorili z mamo pa teto, pa da se to ne spodobi, pa, in pa so, dej, mislim, pa sem pa jaz zadarilo po torti prinesel pico in ste bila ful vesela, da smo ohranili. Sta verjetno sanjala tisto pico potem. Ja, mislim, žal mi je zato, ker pač bi res bil dober. Nekaj drugačnega, ja. Ampak ja. Zelo dosti parov je žal še zmeri takih, ko reče, lani je imela pa sestrična poroko, pa je imela to pa to, jaz bi imela pa isto. In jaz vedno sem tako, nisi ti ona, dajmo probati nekaj drugega, zasukati, pa ne glede budžeta, pač vedno se da neko personalizacijo najditi, oziroma izhajati iz zgodba para. Ja. Kaj pa je mogoče najbolj nenavadna poroka, kar si jo delal, ali pa najbolj drugačna, takšna, ki je nismo vajeni? Mogoče ena, ne da je bila tako drugačna, zelo se mi je vtisnila v spomin, ker je bila ena izmed mojih prvih. Poročili so se prav tako doma na dvorišču in vedno, ko pridem jaz na lokacijo dopoldne, vedno so vsi živčni, pa so že make-upi, pa frizure, pa vse je ta vrvež prisoten. Tle sem pa prišel in je cela družina jedla zajtrk, ženin je montiral zvočnik in se mi je zdelo, kot da sem prišel v Mamma Mia, ta film, to poročno sceno, ki je družina vse narija. In zelo se mi je vtisnila v spomin, pa bila je, ženin je bil tujc in se je poznala pač pol ta mal drugačen vibe poroke in se mi je zdela. Ni bila tako posebna kot lokacijsko oziroma tako, ampak si čutil drugačen vibe poroke, vsi so bili bosi na travi. Mislim, tako res, pač prizor, ki se mi bo zavedno vtisnil spomin. Ful lepo. Ja. Kaj pa so recimo zdaj za leto 2025 neke lokacije, ki so v trendu, kje se želijo pari poročiti? Vedno več je tega, da se hočejo na lokacijah, ki jim nekaj pomenijo in to sem ful vesel, zato ker je to zame pozitivna stvar. Malo se odmikamo od teh velikih dvoran, teh zelo znanih poročnih lokacij, bom temu rekel. Vedno več parov pa ima povpraševanje po tem, da bi na lokaciji tudi prespalo. Vsi? Vsi. Se pravi, da je možnost prespati, da tisti, ko hoče, da si lahko bukira tudi sobo. Žal imamo zelo malo tega v Sloveniji. Ampak se lahko, da je to tudi nova poslovna priložnost za marsikoga. Oziroma, da je vsaj nekaj 5 do 10 sob, glih tok, da lahko. Kar zelo dosti pomeni tudi organizacijsko, da se ti imaš kam dati, že zjutraj, da se lahko kje naštimaš, make-up, frizura, da se lahko ženin ureja s prijatelji, da pridejo prijateljice na jožje, nevesti in tako. Se mi zdi, da to pol tudi sam poročni dan zelo bolj dal nek... Pač zelo je bolj fajn, da se rihtaš z ljudmi, ki so ti blizu, kot da si sam. Itak, neki teki lepi spomini, mislim, trenutki, pa potem spomini. Tako, pa grejo zdaj poroke bolj v intimne
Ali so še vedno ta slavja, ali je to od tudi regije odvisno v Sloveniji? Ja, jaz delam po celi Sloveniji in sem marsikdaj še doživel šok. Nekaj, kar na Primorskem nikoli ne bi prišlo kot ok, je na Štajerskem čisto ok. Pač take razlike so, tradicije, navade, to je vse. Tudi če je v bistvu, ne vem, cela Slovenija 300 km, so ful velike razlike v temu. Je pa sigurno trend, da pari počasi rajš imamo koga manj na poroki in da res imamo tisto potem, kar hočemo. Zdaj, ali je to boljša kulinarika, ali je lepša dekoracija, ali je, ne vem, glasba. Zelo dosti ljudi da na glasbo, ne, se v bistvu, to je zelo važen. Pa fotograf, kdo si privošči snemalca tudi, pa rajš ima kakšno sestrično od mame manj, ki jo itak se ne družijo, ampak tako no. Se mi zdi, da je trend. Trend bolj intimne, ampak zato nič manj poročne ali pa nič manj luksuzne. Ja. Pa sej, na koncu je važno, da se par verjetno najboljše počuti. Točno to, jaz vedno rečem. Dostikrat me vprašajo, kje je tista meja, koga povabiti in ne. In jaz vedno rečem, poslušajte se sami sebi, ker točno veste odgovor v sebi. Samo kot si ga ne upaš povedati na glas. Ja. Sem pa tudi dosti krat že doživel, ko mi pol, recimo, če koga poznam, ki je povabljen, sem bil povabljen, sploh nisem pričakoval, da bom. Recimo, ne. Tako da. Je pa seveda pač to je dogodek, ki je družinski, dosti čustev, kakšne družine so ločene, so skregane, pač that's life, je treba upoštevati od take stvari. Jaz sem zelo realen, ne prodajam tega, da je neka pravljica, tako. Imamo ločene družine, se da vse se da zrihtati, no. In na koncu so vsi zelo zadovoljni, no. Je pa res, da mogoče, če se spravljaš v tak projekt prvič, niti ne pomisliš na vse stvari, ki bi lahko. Zato pa najameš tebe v tem primeru. Tako, ja. Tako, da se vse prilagodi. Kaj pa šopek? Kakšni šopki so letos v trendu? Šopki je tako, spet, pač kar je paru všeč, to more biti. Neki trendi seveda so, kot v modi, še vedno imamo to bež barvo, mogoče je prišlo letos do temnejšega odtenka bež, se pravi bolj ta kavna barva. Tudi zelo veliko poudarek je na zelenju. Če je bilo nekoč zelenje stransko, kot dodatek k cvetju, se danes marsikdo odloči, da bo zelenje tema poroke, ali je to oljče, ali je to evkaliptus. Pa tudi imel sem že šopke, kjer je samo zelenje, brez rož. Sploh, če je neka taka poroka, ki spada v nek ta mediteranski, pa da je oljče, pa to se mi zdi, da zelo paše. To prihaja tudi rdeča spet, ta zelo drzna, močna, da je vse rdeče. Sicer to je za pogumne pare. To je tako kot en modni kost. Tudi cvetje se nosi, šopek se nosi in velikokrat vidim pri porokah, da če si majhne rasti, ne imeti takega šopka. Če si velika, imej malo večji šopek. Je treba tudi kakšno tako stvar, no. Pa tudi zdaj je, recimo, so zelo popularni šopki, ki veje orhideje, visijo dol, super, meni zelo lep. Je pa tako, na Pinterestu je zelo lepo, ko to nosiš cel dan, se zlomi, ne, ko se obijam. Pač so tudi rože, ki niso primerne za šopke, pa vidiš na fotkah, jaz tudi zmeri povem, ta roža bo trajala, bo lepa v šopku brez vode 2 uri, če vam je to ok, da po večeri bo pač šopek, je pač komod, drugače pa zberemo cvetje, no, ki je vzdržno brez vode cel dan. Pa tudi ponavadi je to vesel dogodek, se skače, se meta, šopek gre tja, gre gor, tako. Je pa tako, en prizor mi bo zavedno ostal v spominu, ko sem izročil, da bo ženin dal šopek in ga je položil na vrel avto, na streho. In sem rekel, ne, bela barva, ne, povsod sem ne tja. Tako da, ja. Se ni pa nič zgodilo. Ja, vedno imam eno uč, ki je šopek, da ni pol
na slikah ves zdelan. Verjetno je tudi Do uradnega dela, pol lahko. Pa ti vse. Ja, pa ti vse. Verjetno je to tudi tvoja ljubezen do cvetja, ne? Ja, zagotovo se tle pač to pokaže, da mi ni vseeno, kako je. Nikoli ne dam šopka kar tako na mizo, pa grem naprej. Zmeri pogledam okoli in kol mize, da je z vseh strani okej. Pa tudi vedno se trudim. Jaz dam tudi ta poudarek na, ne bom rekel trajnostno, ampak to, da se porabi cvetje. Vedno provam uporabiti tudi iz civilnega dela, da se pol porabi ali pri rezanju torte, ali na večeri. Vedno provam spari, kako bi lahko izkoristili čim bolj. Ker se mi zdi lepo, da je pač, da malo popazimo tudi na te stvari, ne? Pa da ni vse one use in tako. A si neveste še posušijo šopek in ga potem ohranijo, kako je s tem? Ja, velikokrat me vprašajo, kakšno je moje mnenje glede tega. Vem, da bi mogoče mogel reči, da obdržite si ga, posušite. Ne, jaz nisem tega. Mislim, jaz stojim za to, da šopek je za ga vršt. Tisto je en šopek. Dostikrat naredimo pač repliko šopka, se pravi, da njej eno ostane, pa en ga vrže. Jaz vedno pravim paru, lej, ženinom se tudi poznamo, smo na sestankih, naj ti vsako obletnico kupi kopijo poročnega in ga boš imela vsako leto lepega. Ko se posušiš, super, sam se nabira prah, pa ni več tako da se mi zdi dosti lepša, da dobiš lepša varianta, da dobiš vsako leto na obletnico kopijo poročnega. A ni lepo? Dobra ideja, drugače, ja. Pa tudi vsaki nevesti, jaz ko prinesem šopek, pustim vazo in tista vaza ostane njej, prav z razlogom, da jo napune pol vsako leto, da ji ostane vaza za šopek. Ti se moraš pa z ženinom zmeniti. Tako je. Eni so zelo pridni glede tega, ene moram malo še naterati, ampak bom. A ostaneš v stiku s katerim od parov? Ja, v bistvu manj krno. Bom rekel, sicer ne v takem stiku zdaj, da smo pač na tedenski ravni, ampak zelo lepo mi je, ko smo tudi na družbenih omrežjih povezani in potem vidim ponovadi, smo si kupili pa hišo, pa otrok pride čez pa in se mi zdi zelo lepo jih spremljati pol. Tudi če si ne napišemo nekaj, vedno imamo to navezo, pa se mi zdi, da se čuti no to. Je pa res, ko vsaka stvar, tudi to je služba, z enimi pari se bolj povežeš, z enimi manj. Sam se mi zdi, da s tem ni nič narobe, pač z enimi klikneš, z nekaterimi malo manj. A se je kateri od teh parov že ločil? Ja, jaz pa bi rad rekel ne, ampak ja, imam pa zelo dober rating, no, zelo malo imam. Se mi zdi, da zdaj od vseh porok, na katerih sem delal karkoli, ki jih je že med 100 in 150, samo 2 sta šla narazen. Kar se mi zdi zelo dobra. Dobra statistika. Ja, jaz sem zadovoljen s to statistiko, ni 0, je pa sem 2. No. Tako. Dobro, vse to nisi ti grel. Ja, ne, nisem. Se zgodi. Torej, barvna paleta pa si rekel v bež odtenkih, malo drzne, rdeče. Tako je, ali pa zelenje. Seveda klasika ostaja pač bela. Če bi se jutri poročil, bi tudi jaz najbrž zbral belo, ker se mi zdi to tisti dan, ko pač je primerno, ali pa bela z nečim mešana. Zelo pogosta je tudi belo-roza kombinacija. Sicer se mi zdi, da se malo poslavljamo od tega, če je bilo mogoče to 2 leti nazaj top trend in najbolj pogosto. Se mi zdi, da si neveste upajo tudi. Zelo je tudi ta trend, naredi mi šopek, da sem šla po polju in ga nabrala. Tako zelo sproščeno, imamo poroko na travniku, hočem, da je tudi tako, da je malo travniškega, pa kakšna pač ta cvetovi trave, pa kakšno zelenje, ki ni zdaj to robustno kupljeno, ampak je tako, da je čisto naravno. Lepo. In se mi zdi, da take poroke pride pol ful do izraza. Jaz vedno upoštevam želje, vedno vprašam tudi. Dostikrat se mi zgodi, sem hvaležen za to, da mi nevesta reče, ti popolnoma vse prepustim, kar je zelo fajn, po drugi strani ali pa bolj pritisk, kaj pa če ta roža ni. Tako da vedno tudi vprašam, imamo kire rože, ki jih res nočemo in kaj so opcije, ki so nam všeč. In glede na budžet, in glede na pač osebno preferenco in pol glede tega gradimo pol, kaj bi. Veliko nekega sestankovanja torej. Ja, čeprav se zdi pol na tisti dan, si je zbrala šopek, je zelo videti, kdo je dal nekaj na to in kdo je pač sam, da je nekaj. No.
se vidi. Je pa res, dan danes je Pinterest, poplava slik, Instagram, Facebook, poplave vseh trendov, ko v bistvu jim niti ne slediš več. Dosti parov se zaveda, da to je iz tujine prišlo, ne razumejo vsi. Tudi če nekaj izgleda lepo na fotki, je čez filter, tako no. Dosti odtenkov, bi imeli pa prav tak odtenek vrtnice. Ja, to ne obstaja. To je filter čez. Meni se tolikrat zgodi šopek, ko vem, kaj sem naredil, pridejo fotke čisto nekaj drugega. Druge barve. Ja, vrtnica, ki je bila bela, je bež, kar je bilo roza, je na oranžno. Tako zelo, what? Ja. Moraš prav pogledati, a je to resno. Ampak, ja. Ampak potem, katere neveste, recimo, ne vedo, kaj bi imele ravno zaradi te poplave. Ja, doskrat se mi zgodi. Ravno včeraj sem bil na sestanku, ko se ena izmed mojih najboljših prijateljev že od vrtca poročil Majo, tako da bom prvič delal in še gost bil, tako neka mešanca. Zanimivo. Pogumno, ja, ampak bomo, smo se pripravili na to vnaprej. In je bila tako, ajde, meni je vse všeč, kar delaš, dej naredi, preseneti me, ne mi niti povedati, sem prinesi. In zato tako, pač, ja, sej bom, ampak ne, neke usmeritve vse jih ravno. Ja, se pa zgodi, no. Ampak se ponavadi vedno iščejo, ali če je všeč belo v teh odtenkih. Zelo redke so neveste, ne vem, ali bi belo, ali bi rdeč, ali bi modro, recimo. Ne. Ja. Tako, vedno je neka ta v nekem okvirju. No. Ja, niso ekstremi. Niso verjetno. ekstreme, ja. Tako. Koliko časa pa ponavadi oziroma tako povprečno porabite s parom, da torej načrtujete celo poroko? Jaz bi rekel, da tako 1 leto. 1 leto je pač tega dela. Sicer to ni zdaj vsak dan, da se nekdo straši. To je tako. Fajn je rezervirati sploh te popularne termine, maj, juni, juli, pa recimo konec avgusta, pa začetek septembra. To so vikendi, ki so pač vnaprej zelo rezervirani. Imam tudi že rezervacijo za 2027 že, ampak se reki, sam da veš, da je ta datum. Okay. In to je zelo pomembno, zato ker dosti ljudi mi piše, prvo smo pač te ta glavne, ne vem, upravno pa fotografa pa to, dekoracijo pol malo spustijo, recimo, če me vzamejo sem dekoracijo, pa sem pa že zaseden. Tako da jaz vsem parom tudi naprej priporočam, sam rezervirajte, koga hočete. Če imate že vnaprej določeno, koga bi, sam, ta in ta datum, hočemo tebe, to je to. Ali pa pošli ponudbo za to in to, in da imaš kljukco, no. Kapor se tudi jaz za dodatne poroke lahko prilagajam temu. In zelo veliko krat se zgodi ali z lokacijo, da je že zasedena, kar hočejo, ali s fotografom. In pač pol je treba nek seznam prioritet narediti, kaj ti več pomeni in iti za tistim. Pa ravno lokacije, kot praviš, ki jih ni veliko, ne? Ja. Zelo veliko lokacij je zasedenih, že pač vnaprej, res vnaprej. In so pol vsi zelo presenečeni, toliko naprej moramo to delati. Ne, samo da bukiraš stvari, pol pa greš dalje. Tako da jaz tudi rečem nevestam, ženinom, prvi sestanek je uvodni, se spoznamo, če smo si kul, če si nismo, in to je tudi sestanek, ko začnejo sploh razmišljati o idejah. Kaj bi imeli, veliko poroko, malo poroko. Takšno dekoracijo, drugačno dekoracijo. Bi imeli band, bi živa glasba, DJ. Tako. Yeah. In postoji mesec, 2, da se o tem in pol začnemo počasi sestavljati zgodbo. Ne vem, imam pa rad, da 3 mesece pred poroko so stvari mislim, v smislu, imamo to in to, zmeri je pol kakšna sprememba, ampak tudi med povabljeni se zgodi, jaz vedno rečem, sedežni red dela, to je prava umetnost. Zato, ker posest ljudi za eno mizo, če ti imaš mizo za 10 in je v tvoji grupi ljudi, pač tiste, ki bi jih posedel tja 12, nekje moraš rezati. Ljudje zbolijo, ljudje grejo na razen, ljudje si dobijo nekoga drugega, da je +1. V enem letu se veliko zgodi. V enem letu se veliko zgodi in pol večina parov je, res si imel prav, en dan pred poroko spreminjamo sedežni red. Ampak to je, tako je in jaz sem že navajen. Ko mi ljudje, ko mi pari rečejo, mi bomo pa vse vnaprej naredili, do tega ne bo. Sej, okej. Bomo. In pa si mislim svoje. Ja. Dobar, zdaj že imaš izkušnje, določene stvari veš. Ja,
tako da je tudi zaradi tega dosti lažje. Pa tudi se mi zdi, da pari, tudi v tej industriji ratela v Sloveniji poplava ponudnikov. Zdaj moram paziti, ker pač vsak, ko ima 2 minuti časa, odpre nek profil, nima nobene poroke za sabo, cene, kot da so že profesionalci, pol pa vidim, da pari vseeno raje izberejo nekoga, ki je že toliko nerdu, tudi če sam profil ne izgleda tako ali pa ni na prvo žogo wow. Zato, ker na vse zadnje se mi zdi, da na poroki moraš imeti nekoga z izkušnjami, ki ve, kaj narediti, če bo čez 1 minuto toča, ki ve, kako obrniti stvari, ker v bistvu organizator ni biti sam do para, ne? Ti moraš biti z vsemi ponudniki dober. Jaz bom dober organizator, ko se bom razumel z šefom kuhinje, šefom lokacije. Ko bom rekel, oprosti, ubil me boš, ampak glavna jed bo zamudila pol ure, ker je neko presenečenje prišlo. In je on tako, ajdan, naj ti bo. In ja, tako. Dober si šele takrat, no, to je moje mnenje, ko imaš pod nadzorom celotno zadevo. Vse. Ja, vse. In da si z enim očkom, da se smeješ na obredu, ampak že vidiš, da postavljajo penino in da so prepočasni ali prehitri. Ampak ja, sej. Meni je to zelo fajn delati. Jaz šele pod adrenalinom začnem živeti. Ja. Torej dobro delaš pod adrenalinom? Ja, se mi zdi, da ja. Kaj pa pod stresom? Tudi. Mislim, meni je v bistvu, ko me vprašajo, kateri del poroke mi je najboljši, meni je lih tista priprava, pol ure pred poroko, ko so vsi... To tebe polni. Ja, to mene polni in so, ok, we got it, guys, tja, naredi to in tako. Okay. Da, ja. Mislim, da to lastnost kar moraš imeti, ne, če si... Ja. Ni dobro, če narediš takoj paniko iz vsega, no. Pa sem imel že ful primerov. So se ženin urezal, ne vem, pač sej strgana obleka. Pač take stvari. In ti si tam zato, da improviziraš in da ostaneš miren, no. Ker oni ne bodo mirni, ne. Vse to je logično. Ja. Tako da, če pol ti priliješ še ogenj na tisto, pol ni okej, no. Moraš biti zelo tako miren, pa sprejeti vse. Tudi, če v sebi nisi. Ja. Zdaj smo večinoma govorila o porokah, ampak se ukvarjaš tudi z dekoracijo, torej lahko te ljudje najamejo ne le kot organizatorje poroke, ampak dekoracija, tako, drugih dogodkov. Ja, meni se zdi, da moja prednost je, da imam tudi veliko inventarja v najemu, za najem mize, prte, stole, barske mize, svečnike, sveče, ni da ni, no. Tako da v bistvu lahko imam komplet čez tudi dekoracijo, no. Zelo dosti parov se tudi odloči, da imajo drugega organizatorja, pa mene za dekoracijo. Čisto v redu mi je to. Torej vse, kot si rekel, mize, stoli, cvetje. Vse, ja. Lahko tudi sam za koordinacijo, lahko za organizacijo. Jaz sem mnenja, da dela je za vseh vse, kar v Sloveniji ni, pa vseh to mnenje so zelo... Jaz sem zelo odprt. Lahko sam stole, lahko dekoracijo, lahko vse, lahko pol, vse se da zmeniti, no. Zato, ker tudi... Dosti krat dobim povpraševanje, ja, koliko stane dekoracija. Brez slike, kaj bi imeli, brez koliko ljudi, brez koliko miz, brez o čem govorimo. Tako da ja, pač to je vsaka stvar odvisna zase, zato se rad s parom dobim, no. Letos imam tudi zelo dosti tujcev, se dobimo preko videokola, tudi super. Tako da greš ti v druge države? Ja, letos imam prvič, da grem tudi čez mejo. Kam pa greš? Italija in Hrvaško imam letos. Lepo. Ja. Upam, da bomo zmogli, ampak bomo. A imaš kakšno pomoč, ali si bolj kot ne sam? Bolj kot ne sam. Moja pomoč je trenutno največ mama, tako da, hej mama. Ne, je tisti člen, ki je neviden, ampak zelo dosti. Že to, da mi pusti v hiši. Zelo sem hvaležen staršem nasploh, da sem sploh to lahko začel, ko so mi omogočili, da jaz sem že kot otrok delal dekoracije za rojstne dneve doma. Pa enkrat sem dobil, ne vem, tako spomin, sem dobil idejo, da bi dal drevo na mizo in večinoma starših si predstavljam, ne bo drevesa v dnevni in moji so bili, naredi. In tako, in ko pogledam za nazaj, se mi zdi to zelo
velika prednost že, da ti sam dovolijo narediti določene stvari in da se pol lahko tudi že zelo zgodaj s tem razvijaš. Še imate drevo v dnevni? Ne, je bilo sem za en dan. Ja, je bilo sem, ampak bilo je pa na mizi in ful veliko in tako. Ne vem, take malenkosti se mi zdi, da pol človeka lahko, pa zelo hitro rasteš, no, s tem, ko ti nekdo dovoli nekaj tazga. Si bo očitno že zelo kmalu kazal, kaj te veseli in kam te vleče. Ja, se mi zdi, da sem že kar, mojo prvo poroko sem naredil, je bil 9. razred. Ja, za eno družinsko prijateljico, ki me je prosila za poročni šopek. Takrat sem bil še, ne bo šlo, preveč pritiska, kaj če se zmotim. Tako da sem naredil pol šopke za družice. In pol od tam sem pač me nekako zaneslo v te vode in vedno mi je všeč to neko dogajanje, nek dogodek, nek prihod ljudi, to vzdušje, kako narediti, da je fajn vzdušje in to. Ja. Še imaš kakšen spomin na najbolj zabaven dogodek ali pa najbolj nenavaden? Ne rabimo se zdaj samo na poroke, tako na splošno kakšen dogodek? Ja, zagotovo je bil nekaj posebnega. Pred kratkim sem imel kosilo slovenske predsednice, ki je gostila italijanskega predsednika. Protokolarno, rdeča preproga, ljudje z protokola, ni kar tako, kot si misliš. Zelo mi je bilo fajn, ker sem stal za tem, da hočem s cvetjem tudi neko zgodbo povedati. Bilo je v Goriških Brdih oziroma bila je otvoritev Nove Gorice kot prestolnice kulture. Zbral sem vrtnice, ker je mesto vrtnic Nova Gorica. Zbral sem oljčje, ker se mi zdi, da reprezentira in Slovenijo in Italijo, ker so oljke Mediteran. Zbral sem trto, da je bila vmes, ker je bilo v Brdih. Nageljčki, ki so nacionalni, državni, v bistvu nek simbol, cvet slovenski in tako. Zelo mi je pomembno, da ni kar nekaj na mizi, ampak da je s tem tudi zgodba. Da je nekaj od zadaj. No. Ne bom. Pa zelo so pohvalili na koncu, tako da. To je to. Ja. Je super, wow. Se mi zdi, da je zelo razlika, če nekaj pomisliš, kaj daš, če je neka zgodba od zadaj, kot pa samo da je. Tako. So razbrali kakšne te simbole? Ja, so. Mislim, se je videti. Se mi zdi, tudi ljudje, ki so vsakodnevno na takih dogodkih, vidijo, ko je pač dogodek, moram biti tle in iti domov, ali pa da se nekdo za nekaj potrudi. In isto je pri porokah. Pri porokah jaz že, ko je zbor svatov, 15 minut takoj vidim, ali bo to poroka, ki bo zelo fajn vzdušje, ki so res pravi prijatelji, ki je res ta energija, ali pa ker so samo zato, da so. Takoj se vidi. Tega ne moreš. In to je tudi stvar, ki noben budžet jo ne spremeni. To pač je ali ni. Energija, ja. Energija, ja. Tega se ne da. To je zgolj, da vse lepo sestaviš skupaj in da pride do tega. Ja. Ne bo. In verjetno so to dogodki, na katerih najraje delaš. Ja, to me polni in to mi je tudi zagon pol za naprej. Ja. Ajde, najlepša hvala za tale pogovor. Prepričana sem, da so poslušalci izvedeli marsikaj novega, pa upajmo, da še dobiš kakšno poroko v 2026, 2025, ker verjamem, da 2025 si že zaseden. Tako, ja. Jesenski termini, nekaj je še fraj. Ampak tudi, če imate poleti in če si kar želite, seveda se da marsikaj zmeniti. Odlično. Hvala. Super. Hvala tebi.